definira v podrobnosti konflikta okoli terana. Mi že dlje časa spremljamo ta konflikt. Na osnovi tudi osebnega pogovora z ministrom Židanom, ki je svetoval, da ne misli voditi dialoga o tej temi s Hrvaško, tudi tega dialoga evropski poslanci nismo vodili. V zadnjem času smo bili seznanjeni s tem potekom stvari, ki gredo očitno prebivalcem teranom v škodo. Lahko rečem mirno, da zelo podrobno sem proučil vse argumente, povsem podpiram to, kar trdijo prebivalci terana. Iz sorte refošk se predeluje teran v Sloveniji in to, kako so na hrvaški strani prišli do zaščite sortov teran, je zame milo rečeno sporno in mislim, da na tej točki tudi treba izpodbijati ta dokument. Ali je prav ali ni prav, da nismo vodili dialoga, bo tudi s hrvaško strano, na kar smo bili očitno napoteni, bo pokazal čas. V tem trenutku, ko pa je delegiran akt že v dokumentu, v postopku, smo tako evropski poslanci, kako tudi minister, realisti, da bo zelo težko ta dokument ustaviti z kvalificirano večino, bodi si na svetu ministrov, bodi si v Evropskem parlamentu. Zato smo bili enotni danes, da se pripravi podrobna argumentacija, kako to zaščito tudi izpodbiti na Evropskem sodišču. V nadaljevanju pa za to argumentacijo v tem mestnem času, ki nam je še na razpolago, zelo podrobno seznaniti tako Evropsko komisijo, kako tudi evropske poslance. Pomembno je tudi to, kar je eden od zaključkov, da pomagamo skupaj organizirati sestanek pri komisarju Hoganu za predelovalce terana, se pravi tiste, ki so tudi neposredno ogroženi z to zaščito strani Hrvaške. Upam, da nam v tej bitki uspe in da bo kraški teran ostal tisti, ki bo tudi edini zaščiten v prihodnje.